Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci v vroči temi. Četrti teden stavke zdravnikov je v Sloveniji. Fides zahteva svoje, oziroma Fides zahteva tisto, kar se je dogovoril z vlado. Vlada tega ne želi izpolniti. Vsak so na svojem bregu še vedno. Pri tem pa so na najslabšem kdo? Bolniki. In danes bomo govorili o bolnikih, o slovenskem zdravstvenem sistemu in nasploh kako naprej s predstavnico mladih zdravnikov. Lepo pozdravljeni, asistentka, gospa doktorica Polona Gams. Hvala za povabilo in dober dan. Mladi zdravniki ste v zadnjem času precej aktivni, pogosto se oglašate, ste tudi kritični do sistema, pa mogoče najprej stavka se zaradi dogovora, ki je bil sprejet, zdaj pa se ga vlada ne drži. Kako kot mlada zdravnica gledate na to? Mladi zdravniki smo kritični do vsakega sistema, ki deluje v škodo bolnikov. Menimo, da v zadnjem času, da je bilo zdravstvo preslišano, oziroma te neke obljube, ki so jih dali, niso bile uresničene oziroma se njihova uresničitev zavlačuje. Če se spomnimo, že oktobra 2022 je stavka s Fidesom, torej sindikatom zdravnikov, podpisala nek dogovor, da bodo ustvarili ločen zdravstveni steber in da v bistvu bodo zdravniki prenehali oziroma ne bodo smeli stavkati do določenega datuma. Vmes je vlada z drugimi sindikati javnega sektorja podpisala ločen dogovor, ki je pravzaprav povozil zdravnike in jih pahnil v to, da so primorani stavkati, kajti drugače bi mi oziroma sindikat Fides bi pojedel svojo besedo. Tako smo zdaj v neki pad situaciji, prišel je 1. januar 2024, napovedala se je zdravniška stavka in tudi začela. Vlada dolgo časa sploh ni ustvarila pogajalske skupine in od začetka jim je dala tudi zelo malo pooblastil. Mislimo, da se s takim odnosom v bistvu ne kaže neke resnosti, neke zavzetosti, da bi pristopili do zdravstvene reforme, oziroma drugače rečeno, zdravniki niso njihova prioriteta. Vemo pa, da vsi zdravstveni delavci, ki delujemo v zdravstvenem sistemu, potrebujemo neko rešitev, neko rešilno bilko, ki bi nas peljala na novo pot, ker sistem se je tako zapredel, tako zaciklal sam vase, da mnogi ljudje odhajajo iz javnega zdravstvenega sistema, zapuščajo javno zdravstvo, ne samo da odhajajo v privat, tudi v tujino, odhajajo v druge poklice in to je res rdeči alarm za nas. Res, da je plačna reforma v domeni Ministrstva za javno upravo, ampak vendarle roki, ki jih je dajalo zdravstveno ministrstvo, kot ste sami dejali, so potekli. Sedaj je neka situacija, iz katere se ne vidi nekega izhoda. Denimo povabili smo predstavnike Ministrstva za zdravje, pa tudi zdravniškega sindikata Fides, ki so nam prejšnji teden dejali, da se zaenkrat ne bodo pogovarjali pred kamerami, kar je po svoje dobro, ampak vseeno ta figa v žepu. Konec koncev je vlada imela lani čas, da bi to zavezo zdravniki izpolnila. Morda je prav, da se o dogovorih, dokler niso sklenjeni, ne pogovarjajo pred očmi javnosti. Vseeno pa si tisti, ki smo v to udeleženi, želimo izvedeti, kaj se dogaja, oziroma bi rekla, da nas kar informirajo, kar se tiče zdravniške strani. Redno se dobivamo na zdravniških zborih, v bolnišnicah, v terciarnih enotah, v zdravstvenih domovih. Predvsem pa nam povedo to, da pogajanja ne napredujejo. Zaostrovanje zdravniške stavke je nezaželena. Zato so začeli postopoma z mehkimi ukrepi, bolj z administrativnimi ukrepi, ker naprimer zaradi nepodpisanega bolniškega lista ne bo nihče umrl. To je administrativni ukrep, s katerim se opozori na pomembnost zdravstvenega osebja, da deluje v našem sistemu. S tem, ko so se pa v vodstvu Fidesa odločili, da pozovejo ljudi k umaknitvi soglasja za nadurno delo, s tem pa so hoteli izpostaviti to, da je zdravstvenih delavcev premalo. Kajti, če bi vsi delali samo 40 ur plus 8 na teden, se sistem sesuje. Vsa dežurna mesta, vsa urgentna mesta, vsa delovišča po širni Sloveniji, tega je preprosto preveč, da bi lahko z delom po evropski direktivi izpolnili. Zato je to zdaj v bistvu naslednje opozorilo, ne za vlado. Doktorica Gams, ali se zaradi stavke, denimo na mlade zdravnike, pa tudi na asistente, vrši kakšen večji pritisk v tem času? Ste ga morebiti vi kot mlada zdravnica začutili? Nek pritisk zagotovo je. Če ne strani javnosti, včasih tudi strani mogoče posameznikov nadrejenih,
Bi pa rekla, da smo zdravniki kot skupnost zelo enotni, v tem času se podpiramo in tudi, če pregovorimo še malo o tej umaknitvi soglasij. V bistvu veliko zdravnikov in zdravnic tudi prej ni imelo tega podpisanega, ne? Torej so izpolnjevali neke pogoje, kot je starost nad 55 let, recimo otroci do 3. leta starosti, potem nismo dolžni tega umakniti. Ampak smo vseeno neko solidarnost izkazali v smislu, torej tisti, ki je že prej delal nadure, bo zdaj manj, mogoče jaz prevzamem neko delo v tem času, da se čim bolj prerazporedi, mogoče grem jaz v urgentno ambulanto, zato da bomo lahko, kljub temu, da so dali svoje umike soglasij, izpolnili svoje obveznosti do bolnikov. To pomeni vsa nujna stanja, nosečnice, porodnice, tumorski bolniki in tako dalje. No? Tako da bi rekla, da v večini je neka složnost, pritiski pa zagotovo so od posameznikov. Zapisali ste, mladi zdravniki, da vlada Republike Slovenije vleče prebivalce za nos, saj deluje v smeri nadaljne razgradnje dostopnega zdravstvenega sistema, njihove besede o prioritetnosti zdravstvene reforme pa so prazne. S čim to utemeljujete? Ja, dobro je pogledati kakšno leto, dve nazaj in prebrati članke oziroma kaj so govorili ljudje na položajih. Naprimer 30 dni do specialista, osebni zdravnik za vsakega in tako naprej. Vemo, da se to ni uresničilo, še zmeraj zelo veliko ljudi ostaja brez osebnega zdravnika, ampak to je zdaj druga tema. Predvsem gre trenutno v tej situaciji ta žerjavica med sindikatom zdravnikov in vlado. Pravite, da bi bilo treba stavkati že pred leti za dostopno zdravstvo ob celoviti zdravstveni reformi ter za normalizacijo delovnih pogojev, ki bi zadržali zdravnike in druge zaposlene v javnem zdravstvu. V čem so se razmere še poslabšale, cena za to se žal meri tudi v izgubljenih življenjih, opozarjate. Je sploh želja po izboljšanju sistema, glede na vse, kar smo videli v zadnjih mesecih, pa tudi letih? Ne ponazorim s plastičnim primerom. Vsak zdravnik ali medicinska sestra ali drug delavec v zdravstvu, ko odide iz svojega delovnega mesta, za njim ostane praznina. Odide 1, 2, 3 in oddelki so opustošeni. Dela pa je še zmeraj enako ali celo več. To pomeni, da tisti, ki ostajamo, pokrivamo vrzeli za ostalimi. In tega dela je preprosto tako veliko, da se včasih počutimo kot za tekočim trakom. Bolniku ne moremo izkazati nekega sočutja, empatije, poglobljenega pogovora, ki bi zahteval preprosto več časa. Vrste na urgencah, tudi recimo v Ljubljani, na drugih urgencah, so tako dolge, da samo ko pogledaš čez vrata, si želiš čim hitreje bolnika spraviti čez. In to se gotovo pozna na kakovosti te empatičnosti, sočutnosti do bolnika, ki nimamo časa nameniti. Druga stvar pa je zagotavljanje neke vrhunske ali v bistvu nadstandardne oskrbe za bolnike tudi v času dežurstva, ker določeni timi, ki so ozko usmerjeni, so zelo majhni. Če recimo rečem, da je nekih, pa bom dala primer, ni bistven, maksilofacialna kirurgija, kjer je malo specialistov v Sloveniji, ali pa hrbtenična kirurgija, to ni 100 zdravnikov. Govorimo o 10-20 zdravnikih v celi Sloveniji. Če jih gre polovica stran, torej kako bo 10 ljudi pokrivalo 24 ur na dan, 365 dni na leto. Lahko si mislite, da včasih to mesto prazno ali pa ga pokriva nekdo, ki ni točno te specialnosti. Bog ne daj, da se nekomu od vaših nekaj zgodi in potrebuje v nedeljo zvečer urgentno operacijo, točno iz tega področja. Jih bomo vozili na Dunaj, jih bomo vozili v Trst. Doktorica Gams, pa vseeno, za bolnike, ki čakajo na urgenci, za bolnike, ki so jim bili odpovedani pregledi, tudi številne operacije so bile v minulih dneh odpovedane, češ tudi pacienti govorijo, ni bilo pravilno skomunicirano z nami. Nekateri so celo poročali, da so se peljali na pregled oziroma na poseg v Ljubljano in med posegom dobili odgovor oziroma sporočilo, da posega ne bo, da pregleda ne bo. Vseeno tukaj pa bi se dalo nekaj storiti več in še na drugo stran, če pogledava, vseeno zahtevajo, da delate nadurno delo, ampak kar a priori, drugi tega nadurnega dela nimajo. In kje potegniti, da nimo 1000 zdravnikov novih, da bi zapolnili vse skupaj? Dejstvo je, da je sistem kot takšen
škripa v celoti. Ja. Naprej, za začetek naj se opravičim vsem pacientom, ki so bili v bistvu dezinformirani. Organizacija samega dela v času zdravniške stavke je na plečih ustanov. Torej, ustanova mora poskrbeti za pravilno informiranost, zdravniki pa pač izvajamo delo, kot je po normativih za stavko. Od kje bi dobili 1000 novih zdravnikov? Seveda, če bi imela odgovor na to vprašanje, bi bila zelo srečna, ampak mislim, da ga nima nihče. Bi bila rešitev za naš zdravstveni sistem predvsem, da se pokaže neko spoštovanje do delavcev, ki delamo v njem, in da za začetek izpolnijo svoje obljube, ki so jih podpisali že leta 2022. Če bodo sklenili nek dogovor s sindikatom Fides, bodo s tem pokazali, da so pripravljeni sodelovati, da je to prvi korak k temu, da ustvarijo boljše delovne pogoje, tako za zdravnike, medicinske sestre in drugo osebje, kot tudi za bolnike, ki bodo s tem deležni boljše oskrbe, več časa bo za njihovo oskrbo in tudi prostori na vse zadnje vemo, da so dotrajani. O prostorih bova nekaj rekla še v nadaljevanju, predtem pa bi rad še mogoče vaš komentar na to. Dejstvo je, da imamo v vladi stranko, ki vas, zdravnike, imenuje dvoživke. Če še delate v javnem sistemu, na to še v zasebnem služite, kako je to sploh mogoče? Ali je sploh pričakovati pod takšno zelo razgretim ozračjem nek iskren pogovor, predvsem pa nek konstruktiven dogovor, ki bo v dobro tako vas zdravnikov na eni, vlade na drugi oziroma ministrstva na drugi strani in seveda bolnikov na tretji? Mislim, da beseda dvoživka, da je res neprimerna in izraža neko nespoštovanje iz strani tistega, ki jo uporablja, spominja na neke stare avtoritarne sisteme, pa se ne bi v to spuščali. Skratka, predvsem bi prosila, da res v tem dialogu, da vsi uporabljamo neko spoštovanje, tako kot mi naslavljamo predstavnike vlade in novinarje, tako naj tudi oni nas. Nekdo, ki dela v popoldanskem času, ni nujno, da dela pri zasebniku. Zdaj smo videli na primeru teh soglasij za nadurno delo. Številni zdravniki delajo nadurno delo v drugi javno zdravstveni ustanovi. Naprimer, tudi sami so izpostavili bolnišnica Ptuj, ima druge pogodbene zdravnike iz Maribora in to vse dobro funkcionira, dokler imajo soglasje, da lahko delajo nad 40 ur na teden. Če bomo pa to ukinili, bodo tudi mnogi bolniki v tisti bolnišnici ostali brez zdravnika. In predvsem, kakšno je stanje, ko ste omenili zdravstvene ustanove? Mladi zdravniki ste opozorili, da delovni pogoji v zdravstvu pomenijo pogoje za zdravljenje prebivalcev. Žal prostorski, kadrovski, materialni in organizacijski pogoji pogosto ne dosegajo minimalnih standardov za varno obravnavo. Preden nadaljujeva s pogovorom, predlagam, da si pogledamo vaš prispevek mladih zdravnikov. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but
Z nami v studiu je še vedno asistentka, doktorica Polona Gams. Videla sva sedaj ta posnetek, precej žalostno stanje. Ste ga napihnili ali je dejansko takšno? To so dejansko posnetki iz naših delovnih prostorov. To ne gre za zapuščene kleti, to so prostori, kjer delamo, kjer zdravimo bolnike, pa tudi med drugim garderobne omarice, prostori, no, to smo tudi vse poslikali. Ja, stanje v nekaterih ustanovah je grozno, milo rečeno, odpada omet, po tleh razpoke, insekti. To ni hec. In samo sanirati prostore je pa res ni taka stvar, tako da se nam zdi nedopustno, da tega ne razrešijo. 30 let je, nekaj več kot 30 let je Slovenija stara in zdi se mi, da ni volitev, ni takšne in drugačne politične razprave o tem, kako je potrebno zdravstvo narediti boljše. Pa po tem videnem, kar smo sedaj videli v tem posnetku, doktorica Gams, se je storilo zelo malo, bore malo. Ustanovili, denimo, smo številne urgentne centre, v katere sedaj ne moremo dati zdravnikov, ker jih ni. Imamo nove prostore, na drugi strani pa takšna žalost. Ja, nekateri centri so novi, zdaj ne bomo lagali, novih nismo slikali, tiste vidimo, da so lepi, ampak to so v manjšini. Če pogledamo našo glavno stavbo slovenskega zdravstva, to je UKC Ljubljana, naša največja terciarna inštitucija, ki bi morala biti ponos za vse Slovence in tudi za goste iz tujine, je trenutno v katastrofalnem stanju. Prenova, ki bi morala že zdavnaj steči, se je ustavila pri tem, da so postavili neke odre, začeli so razbijati, ampak kot nekomu, ki tam dela, pač trenutno ni zavidljiva situacija. Dejstvo je, da smo videli v preteklosti številne menjave, tako na resorjih Ministrstva za zdravje, kot tudi slovenskih bolnišnic. Kako vse to zavira nadaljni razvoj, pozitiven razvoj slovenskega zdravstva? Videli smo, da so tudi številni ministri odšli zaradi očitkov o korupciji, oziroma češ, da se v zdravstvu ne da narediti nič, češ, da je preveč prepletena s korupcijo. Žal mi je, da je toliko korupcije v zdravstvu, podrobnosti ne vem, najbrž nihče ne ve popolnoma vsega v ozadju. Želela pa bi si, da bi imela Slovenija neko vizijo razvoja za naprej, kajti zdravstvo se ne bo končalo z eno vlado, niti z enim ministrom. Zdravstvo bomo potrebovali vsi. Mogoče smo trenutno zdravi, ampak vsak od nas verjetno bo nekoč bolan in si bo želel, da bi bil obravnavan v najboljših možnih pogojih. Zato bi bilo dobro imeti mogoče nek inštitut oziroma neko organizacijo, ki bi peljala te ideje razvoja naprej. Ne pa, da smo obstali pri neki ideji, kot je, obnovili bomo UKC Ljubljana, ampak se je to potem kar ustavilo. Take stvari bi morale iti naprej, ker vemo, da zahtevajo več let za njihovo implementacijo, so pa krvavo potrebne. Doktorica Polona Gams, slovensko zdravstvo se lomi na primarnem nivoju. Kje smo zašli, da bi bili družinski zdravniki cenjeni na primeren način, da bodo specializanti se vseeno odločali za družinsko medicino oziroma biti družinski zdravnik? Na splošno, sicer to govorim iz lastnih izkušenj, mislim, da ljudje cenijo družinskega zdravnika, da ko pridejo na obisk, da spoštujejo njegovo mnenje, v večini primerov. Je pa res, da so bili mogoče v preteklosti nekako zapostavljeni, predvsem pa je na njih preveč administrativnih obremenitev. Kot smo že večkrat izpostavljali, oziroma je ena od preprostih načinov, kako bi družinskim zdravnikom omogočili lažje in boljše delo, je, da bi te vse administrativne obremenitve razpolovili in jih dali na drug kader. Zakaj mora zdravnik večino časa klikati v računalnik, medtem ko bi se moral posvečati bolniku, ga pogledati v oči, prijeti za roko, ker velikokrat že ta pogovor spodbudi neko pozitivno reakcijo pri pacientu. Tako da digitalizacija ne samo v smeri tega, da več klikamo na računalnik, ampak da nam olajša zadeve in pa pač, da se to prenese mogoče tudi na administrativni kader. Koliko bolnišnice oziroma koliko pacientov iz bolnice dnevno prinesete domov?
Jaz osebno. Ja, tako, da morate razmišljati, da se vam po tistem delovniku, ko ga končate, dan ne konča. Jaz vsak dan razmišljam o svojih pacientih, zato ker mi je pomembno, kako sem jih pozdravila oziroma sodelovala pri njihovem zdravljenju. Je pa večinoma, moram reči, to pozitivno. Sedaj smo govorili več ali manj o zdravnikih, pa niso le zdravniki tisti, ki zdravijo. Imamo še tukaj strežnice, pa imamo medicinske tehnike, medicinske sestre, takšne in drugačne asistente. Se vam zdi, da so tudi oni na nek način pozabljeni strani države? Absolutno. Absolutno, ker delo v zdravstvu ni primerljivo s kakršnim koli drugim delom. Seveda je omogoča neko nagrado, neko osebno zadovoljstvo, ampak po drugi strani pa terja veliko neprespanih noči, dežurstva 24/7, sobote, nedelje, naprimer medicinske sestre, one imajo izmene vse vikende, a ne? Mogoče kakšni tisti, ki imajo neke pogoje, da ne dežurajo, ampak večinoma to vsi delajo, cele vikende, 365 dni, praznike in to bi moralo biti bolj cenjeno. Zato smo veliko upa polagali v ta ločeni zdravstveni steber, kjer bi bilo vse osebje, ki dela v zdravstvu, plačano glede na specifike, ki so v zdravstvu. A ne? In to govorim o tem osebni vpletenosti, o čustveni komponenti, o vsem, kar pride zraven. No? Ampak saj pravim, veliko stvari je lepih in to nam daje ta nek zagon, ta etični pogon. Na koncu pa vseeno moramo tudi mi plačati položnice in račune. Vseeno pa bo ta stavka vrgla nek madež, tako na eno, negativen madež, tako na eno kot drugo stran. Kaj pričakujete od politike? Videli smo v preteklosti veliko obljub. Zelo veliko obljub. Videli smo obljube o reformah, ki jih danes ni. Videli smo vse, kaj se bo storilo, se ni storilo. Imamo strateški svet za zdravstvo, iz katerega nekateri izstopajo in letijo ven kot po tekočem traku. Nek brezzobi tiger, bi mu lahko rekli. Imamo v leto pa pol že drugo ministrico na tem resorju. Kaj pričakujete od politike? Gotovo na takšen način ni pričakovati nekega preboja. Mogoče kaj pričakujem, ne znam napovedati prihodnosti. Raj bi povedala, kaj si želim. Prosim. Želim si, da bi poslušali strokovnjake v zdravstvu. Nas ne moti, če se sestajajo z več deležniki, iz različnih strani, iz različnih okolij. Moti nas to, da se ne srečuje ministrica z zdravniki, strokovnjaki, s predstavniki teh področij, z predstavniki z teh področij, ki nekaj pomenijo. In da bi mogoče slišala predloge iz različnih strani in tudi jih upoštevala, seveda. Gotovo je nekaj nenavadnega, da imamo zdravniško stavko, v kateri se ministrica za zdravje zdravniki ne pogaja. Mislim, da je to unikum v Evropi. S tem ste mi skoraj da odgovorili. Doktorica Polona Gams, želim vam res poguma pri vašem delu. Hvala lepa, ker ste prišli v uredništvo Domovine. Želim vse dobro. Hvala lepa. Iskrena hvala, spoštovane gledalke in gledalci, ker ste spremljali današnjo vročo temo na portalu domovina.je. Če želite podpreti neodvisno novinarstvo, se le naročite na naš tednik ali pa na naš YouTube kanal. Vse dobro.